Ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni. Sliko smo se preselili v sončno Sežano, kjer je pred nami čisto pravi derbi za obstanek v prvi ligi Telemach, namreč na stadionu Rajko Štolfa se bosta v naslednjih 90 minutah nogometa pomerili ekipi Tabora iz Sežane in Aluminija. Kombinacija Prše in Bolhe. Bolha zdaj z dolgim korakom vleče proti napad Aluminija. Veliko prostora za Pršo, Špehar. Špehar že v kazenskem prostoru. Bolha ima priložnost in gol. 1:0 za Aluminij. Klemen Bolha, ki je začel tole akcijo, je tudi končal in v 15. minuti Kidričani vodijo z 1:0. Lepo je stekel tale proti napad gostov. Bolha ga je začel, torej potem nadaljeval Prša, Špehar v vlogi podajalca. Klemen Bolha pa je premagal na koncu pravzaprav nemočnega Jana Koprivca in zelo pomemben zadetek Aluminija. Prvi zadetek Klemna Bolhe v tej sezoni. Dušan Kosič ima na klopi še rezervnega vratarja Arjana Renerja, pa Kevina Dokoreja Grobrija, tudi Toma Kluna, Fada Nzengueja, na klopi tudi Mihael Briškin, Jakoslav Stankovič ter Zakarije Iskaje. Proti napadov pa zdaj Šroler, lepo Šroler, nazaj priložnost za Aluminij, na koncu žoga očitno ni prečkala golove črte. Koderman zdaj podajalec v kazenski prostor, tole je priložnost, žoga mimo vrat. Ristič na pravem mestu, tu je zdaj Koderman do strela, odbila se tale žoga in gol! 1:1, 96. minuta in Tabor vendarle prihaja do točke. Če smo pred kakšno minuto ugotavljali, da je danes tudi sreča nekoliko obrnila hrbet Kraševcem, pa se je zdaj na hitro vse skupaj obrnilo. Fit Koderman na koncu strelec tega zadetka, ampak tule se je žoga odbila od enega izmed branilcev Aluminija in po koncu tekme v moji družbi domači strateg Dušan Kosič. Veliko ste v tej sezoni govorili o tej nogometni sreči. Najprej se je zdelo, da vam bo danes spet obrnila hrbet po tisti vratnici, na koncu vendarle tudi poljub sreče. Kako ste vi videli tole današnjo tekmo? Težka tekma. Ko vsi pričakujemo, da bomo zmagali, potem se ti zadeve zakomplicirajo. Danes naša podoba ni bila taka, kot smo si želeli. Bilo je veliko nervoze, torej kar nekaj situacij smo imeli, kjer bi lahko bolje odigrali. Aluminij se je organizirano branil in na koncu se je pokazalo tisto, kar že na predzadnji domači tekmi, ko smo vztrajali do konca, smo bili poplačani. Zdaj v prvem polčasu ste opravili hitro 2 zamenjavi. Kaj je bil razlog? Nekako se je zdelo, da na sredini igrišča, da je ta bitka šla predvsem v noge oziroma v prid nogometašem Aluminija. Trdi smo bili, nismo šli dobro v tekmo. Aluminij ima tudi svojo kvaliteto, tako da danes so se borili za življenje tako kot mi in jim je uspevalo. 2 krasne akcije so naredili, mi smo v tistem momentu zaspali. Potem pa, ko loviš, rezultat je vse možno, ne? In mi smo šli na vse in na koncu kar nekaj priložnosti smo si stvarili, ampak pomembno je to, kar se nam je na koncu zgodilo, da to je zlata vredna 5 točk. Koliko lažje bo zdaj predvsem psihološko, ko razlika ne bo 1 točke, ampak 4? Ne bo lažje, ker ni nič lažje. Ker smo v nekem krču, mi znamo tudi veliko boljše odigrati kot v zadnjih tekmah, ampak taki dogodki, kot so zdaj ta infarktna končnica, ko nam rata, je potem veliko lažje tudi na treningu delati. Najlepša hvala in srečno. Po koncu tekme v moji družbi še gostujoči strateg Robert Pevnik. Pravi deja vu na koncu. Spet ste imeli pravzaprav v rokah že 3 točke, pa so na koncu splavale po vodi. Verjetno občutki po takšni tekmi ne more biti najboljši. Ne, jaz imam dobre občutke, mislim, da dobro igramo, da smo po 5-6 negativnih rezultatih nesrečno zgubili, ampak v nogometu se ta sreča obrača. Moramo biti hrabri, moramo biti igralni, drugi polčas smo malo popustili, ampak zdaj imamo cel teden časa, da se pripravimo na Koper in na koncu, ko gledaš, točka na Taboru ni slaba, na kakšen način smo pa še izgubili druge 2 točke.
mislim, da je to, ne bom govoril zdaj nesreča, pa to moramo boljše odreagirati v teh situacijah, bomo to popravili in nikakor jaz čestitam svoji ekipi na borbi, na kvalitetni izvedbi. Verjamem pa, da tekme nismo zgubili zaradi tega gola, mislim neodločeno, te 2 točke nismo zgubili, te 2 točke smo zgubili zato, ker smo bili nekonkretni v napadu, nismo izkoristili prostor, ki nam ga je ponudil Tabor in imeli smo drug polčas 3-4 situacije, ker bi lahko z malo mirnostjo, več koncentracije dosegli drugi zadetek in tekmo mirno privedli kraju. Nekako se zdi, da je ekipa Aluminija takole na prvi pogled bolj sproščena. Je to tisto glavno, kar se je zdaj nekako spremenilo s to menjavo? Ne vem, kako to vi to vidite, ampak sproščena, moramo doseči to, da se še bolj dvignejo, da si še upajo več igrati, da imamo večjo posest, da smo mi tisti, ki diktira ritem na tekmi in še enkrat bom povedal, ekipa Tabora ima zelo kvalitetno zasedbo in tukaj točka ni uspeh, na kak način smo pa zgubili druge 2, je pa malo razočaranje, ampak mora biti pa to dodatna motivacija za naprej. Zdaj smo v miru pripravili na bravo in vse, smo v igri, Tabor je pred nami 4 točke, drugi 5-6, tako da 9 tekem je do konca in mi smo tukaj in ne bomo popustili niti malo. Najlepša hvala in srečno nadaljevanje sezone. Hvala. Po koncu tekme v moji družbi še Vid Koderman. Na koncu znova to, kar je Sežana že pokazala nekajkrat v tem drugem delu sezone, vztrajanje do konca in nagrada za to. Drugi vas zadetek tudi že v tem drugem delu sezone. Na koncu zadovoljni s točko? Ja, seveda, drugi polčas smo pritiskali. Mislim, da smo si to točko na koncu vendarle zaslužili. Prvi polčas bi lahko popravili, vendar drugi polčas smo prišli ven s pravo mentaliteto in mislim, da je bil to tudi odraz, da smo si zaslužili ta gol, čeprav tudi malo po sreči. V sistemu Dušana Kosiča dobivate tudi kar precej priložnosti za igro v napadu, kako vam to ustreza? Seveda sem zadovoljen, da me podpira, da mi zaupa, vesel sem za minute in da pomagam tudi ekipi, da ostanemo in se še dvignemo v lestvici. Po koncu tekme v moji družbi Klemen Bovha, 90 minut in še nekaj, dobra taktična predstava, zdelo se je, da imate zmago nekako v rokah, potem pa na koncu sodniški dodatek, ki je bil infarkt in na koncu spet samo točka, verjetno s tem ne morete biti zadovoljni. Ja, res je, kar boli, ko 90 minut ali pa še več, 92-93, garaž za tisto zmago. Ne vem, ponovila se nam je zgodba iz prejšnje tekme z Mariborom. Ne vem, ko molzamo celo tekmo, pa na koncu polijemo, ampak mislim, da je neka razlika, nek nov veter je zapihal, 9 tekem je še do konca, nič ni izgubljeno, bilo bi lepo te pike dobiti, ko smo bili tako blizu, ampak mislim, da nič ni izgubljeno, imamo na čem graditi, zdaj bo tekme tudi malo manjši ritem tekem, več časa za pripravo, tako da vseeno smo se odločili, da damo glave gor, pa da gremo borbom do konca.